Prvaki so odlično opravili še pred zadnje gostovanje v letošnjem letu, lepa zmaga v Kidričevem proti Aluminiju 2:0. V primerjavi z zadnjimi tekmami ena sprememba, namesto Dina Hotića je v prvi enajsterici začel Jasmin Mešanović, začetek pa na najboljši možen način, že prva resna akcija, lepa kombinacija po desni strani, Mešanović je našel Kronavetra Tapa Zahovića, ki je spretno zaključil za vodstvo in 7. gol v sezoni. V 11. minuti so prvič zapretili domačini, Vrbanec je streljal, Handanović izbil, potem pa Pečnik čez gol. V 13. minuti lepa priložnost za povišanje vodstva, tokrat podaja ponovno z desne strani, Mešanović si je nastavil žogo, potem pa streljal previsoko. V 22. minuti se je znova izkazal Handanović, tokrat je poizkusil Živković s peto. V 35. minuti nova priložnost za domačine, tokrat o prekinitvi prosti strel in strel Martinovića z glavo. Še pred koncem prvega polčasa pa lepa priložnost za povišanje vodstva, tokrat sta po desni strani znova lepo izigrala domačo obrambo Kronaveter in Milec. Milec je podaljšal do Derviševića, ta je streljal, domačini so blokirali njegov strel in strel Kronavetra. Tik pred koncem polčasa pa še ena lepa parada Jasmina Handanovića. Začetek drugega polčasa je bil nekoliko bolj miren, prva priložnost v 56. minuti po lepem samostojnem prodoru je streljal Kronaveter. Le minuto zatem pa povišanje vodstva, sjajno je zadel Amir Dervišević neposredno iz kota. Derva nam je v tem trenutku prinesel to, kar rabimo, prinesel nam je hitrejši pas, prinesel nam je malo več direktnosti, ki jo rabimo, zelo dobre prekinitve in potem še v pravem trenutku zadane direktno iz kornerja, kar je tudi neka njegova posebnost oziroma kvaliteta, ki jo ima, to je nesporno. In spet bom ponovil, da je pri njemu zelo pomembno, mislim, da je celo najpomembnejše to, da ostane zelo zbran, da trdo dela za vsako minuto, ki jo dobi. V 60. minuti nova priložnost domačinov, da znižajo rezultat, tokrat je streljal Klepač, zadel je prečko. V 66. minuti prva priložnost za Rudija Požega Vancaša, hiter protinapad, lepo izvedeno vse. Prvi strel Požega Vancaša je domači vratar Janžeković izbil, potem pa drugič mimo. Le 3 minute zatem nov nevaren protinapad prvakov, tokrat Viler in potem še Mešanović, Janžeković je bil ponovno uspešen. Do konca tekme so prvaki kontrolirali dogajanje na terenu, samo še ena priložnost za domačine, Klepač je streljal mimo v 74. minuti. Na drugi strani je poizkusil Zahović z leve strani, izbil je Janžeković. Potem pa v sodniškem podaljšku še dve lepi priložnosti za povišanje vodstva oziroma povišanje zmage. Najprej Tavares lepo zaposlil Vancaša, ta pa je znova naciljal domačega vratarja. In naslednji protinapad, priložnost za Mitjo Vilerja, da se vpiše med strelce, tudi tokrat je Janžeković ubranil. Ostalo je pri 2:0, serija zmag se je podaljšala na 4. Izjemno smo zadovoljni s to serijo, je pa res, da nas čakata še dve težki tekmi. Ampak ja, če bomo odigrali tako kot danes, če bomo delali, igrali drug za drugega, tako kot mi znamo, tako kot smo zdaj odigrali teh zadnjih par tekem, na katerih smo zmagali, potem mislim, da se ne rabimo česa bati,
Vidi se, da smo samozavestni, da si upamo igrati, lepo prihajamo v zaključke akcij in to nam mora biti vodilo za te zadnje 2 tekmi. Do konca jesenskega dela sezone sedaj še 2 tekmi, ena domača in ena gostujoča. Naslednja domača v soboto popoldne v Ljudskem vrtu gostimo Triglav.